Duhove pa ponovno buri afera Janševe počitnice. Pa ne mislim na počitnice, ko se je tak pojavil na plaži v Umagu, pač pa na počitnice na Mauriciju in sedaj tudi v Dalmaciji. Gre za stike s podjetnikom Andrejem Marčičem in lobistom Božom Dimnikom na Mauriciusu in nadaljevanje stikov na Marčičevi jahti. Ko sem imel še čas za igranje golfa, igral golf z praktično vsemi, ki so takrat golf igrali v Sloveniji, tudi z omenjenima gospodoma. Laž, z menoj ni nikoli igral golfa. Ampak pustimo to, da boste lažje razumeli celotno telenovelo, smo pripravili slikce. Janez Janša je pred leti na Mauriciusu igral golf, kasneje pa nekje na Jadranu džuskal na jahti skupaj s poslovnežem Andrejem Marčičem, bivšim možem Eve Erjavec, bivšim zetom Karla Erjavca ter lobistom Božem Dimnikom, očetom Diane Dimnik, ki je zaslužila bajne vsote denarja s prodajo medicinske opreme v Sloveniji. Za Evo in Diano ne vemo, če sta bili zraven na jahti, prepričani pa smo lahko, da je bil tam kot slepi potnik nihče drug kot Karl Erjavec. Zdaj, ali se je na jahti dogajalo res kaj sumljivega, pa nam bo zdaj povedal naš korespondent Jan Krojcer. Jan, po neuradnih informacijah si bil prisoten na tej jahti. Kako ti je to uspelo? Živijo, Jure. Uradno mi ni uspelo nič, ampak neuradno, ja, mislim, lahko povem, mislim, ne smem, ampak bom, bil sem na jahti, ja. Ampak povsem službeno. Ja, ampak ti delaš zame. Ja, ampak ti me ne plačuješ. Ja, res je. In kakšen posel te je pripeljal na to specifično jahto? Je to povezano z medicino? Ja, zdaj, uradno spet ne smem povedati nič, ampak, ja, dajmo reči, da šlo je za distribucijo neke snovi, ki se uporablja tudi v medicinske namene, ampak večinoma se ali pa tudi ne snifa izriti. Dajmo tako reči, predstavljaj si film Volk iz Wall Streeta, ja, imaš? Evo, isto, sam da na jahti, pa da je Janša zraven. Ali pa ga ni, pa ni jahte, a štekaš? Mogoče boš, da ne. Pozab, dajmo sam reči, da so si levičarji nekaj na misli, je rekel Janša. Ali pa tudi ne. To je to, se vidimo, čau. Hvala, Jan, informativno in poučno kot vedno. Politika je nad afero Janševe počitnice seveda ogorčena, ne vem pa, a si res namišljajo, vem pa, da so res levi. Zelo veliko je v preteklosti SDS povedala na račun korupcije v zdravstvu, raznoraznih omrežjih dobaviteljev, kar je pa prikladno izpustila, pa je, da so te dobavitelji tudi njihovi oziroma z njimi tesno povezani. Tovariš Kordiš ima prav. Kar dela Janša in SDS je, da pridejo v en prostor, rečejo, tlele pa nekaj smrdi, spustijo pa podatek, da so ga oni spustili. To je podobno, kot da bi se tovariš Kordiš zgražal nad žurersko mladino, spustil bi pa to svojo sceno z banano. Ni pa jezna samo stranka Levica. Opozicija zaradi novih odkritij Janša ponovno vabi na zaslišanje. Nekaterim v tej državi je dovoljeno prav popolnoma vse. Prijateljevanje na eksotičnih otokih, prijateljevanje na zasebnih jahtah in potem še sklepanje poslov. Puj. Gospod Robert Pavšič je očitno zagrenjen, ker nima prijateljev. Preostanek opozicije pa, ker morajo oni preživljati počitnice na pogradih na Debelem rtiču. Edini, ki ni jezen, je Viktor Orban, ker on pa ve, da prijateljstvo med njim in Janšo drži na močnejših temeljih, na ekonomskih temeljih. Pa ker ve, da se ga vsi bojijo. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.